dragi kolegi in kolegice, začeli bi z četrto okroglo mizo v nizu okroglih miz, ki jih pripravlja Inštitut za novejšo zgodovino v okviru svoje 50-letnice. Kot ste že videli na vabilu, bo miza na temo Holokaust na Slovenskem. Vodil jo bo dr. Andrej Pančur, ki bo tudi predstavil svoje kolege, ki bojo na tej okrogli mizi sodelovali. Povedala bi še to, da bo vsa zadeva snemana in potem objavljena na našem portalu Sistory, tako da bo lahko dostopna tudi, če rečemo, širši javnosti. Tukaj smo več ali manj samo kolegi z inštituta z svetlimi izjemami. Še to bi rekla, da naslednja okrogla miza, ki jo pripravlja dr. Marko Zajc, bo tekla na temo mediji in zgodovina, zgodovina in mediji, glavno s poudarkom na odnosu na tem, kako se pač zgodovina, zgodovinopisje predstavlja in obravnava v mediji. Zdaj pa bi besedo predala kar kolegi. Hvala lepa za besedo. Kot je tematika teh okroglih miz, je glavni namen, da predstavimo najnovejše naše raziskave, kaj delamo na inštitutu in podobno. Po moji presoji je tematika holokausta takšna tematika, ki kjer niso samo raziskave tisto, kar bi delalo kot neko celoto. Zato sem se tudi odločil, da bi povabil še goste izven raziskovalne sfere, ki se ukvarjajo s to tematiko. Na eni strani tako zraven mene je dr. Marjan Toš, višji kustos iz Pokrajinskega muzeja v Mariboru in predvsem tisto, kar je najpomembnejše, vodja Mariborske sinagoge, katera se kot osrednji muzejski center v Sloveniji intenzivno ukvarja ne samo zgodovino Judov na Slovenskem, temveč tudi z holokaustom. Potem bi še predstavil magistro Vilmo Brodnik, pedagoško svetovalko za zgodovino v Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ki se ukvarja specialno didaktiko pouka zgodovine, vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v pouk zgodovine, razvojem kurikuluma, pisanjem učbenikov in priročnikov. Predvsem pa je zadolžena, kar je za nas najpomembnejše, da za vključevanje pouka zgodovine v šolstvo in tudi iz tega vidika seveda najbolj kompetentna oseba, da nam pove, kaj je še to. Pravi, prej sem hotel povedati, da holokaust ni samo raziskovanje, ampak je kot posebna, specifična, kako bi rekli, veja, poleg raziskovanja nastopajo še muzejska dejavnost in poučevanje. Te specifike mi raziskovalci ne poznamo, jo nismo navajeni delati s temi vidiki, zato bi bilo to primerjave zelo primerne. Moja malenkost, jaz bom predstavil raziskovalno področje iz osrednjega slovenskega prostora, se pravi iz jugoslovanske Slovenije in kaj je glede tega vprašanja potekalo med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Kolega magister Renato Kuberšič, višji raziskovalec razvojno-raziskovalne študijskega centra za narodno spravo, bo predstavil podobno raziskovalno tematiko glede goriških Judov in tudi tržaških Judov. Njegova specifika je predvsem v tem, da se kot človek, ki izhaja iz tega okolja, intenzivno ukvarja z zgodovino goriškega ozemlja. Zlasti ga zanima tudi zgodovina Judov z tega področja. Zadnje čase pa se je precej bolj zakopal tudi v arhive z tržaške skupnosti in njegovi
Najne poti do besedno so se pa glede te problematike srečale že 4 leta nazaj, ko je skupaj s svojim kolegom Damjanom Hančičem kako je bilo že ustanova Sektor za popravo krivic in narodno spravo v okviru Ministrstva za pravosodje sta dobila nalogo, da preučita premoženje Judov na Slovenskem v 20. stoletju. To je bila raziskava, ki je pripravljena glede problemov restitucije judovskega premoženja. Na razpisu CRPA je pa takrat naš inštitut dobil tudi ciljni raziskovalni program judovsko premoženje, civilno-pravni, gospodarski in civilno-pravni položaj slovenskih judov na slovenskem 20. stoletju, kjer je tudi opravil podobno nalogo. Naša raziskava je bila, tako bi lahko rekli, se nekaj vrsta nadgraditev njihove osnovne raziskave. Po mojem mnenju je bila glavna prednost te raziskave predvsem v tem, da so se pravilno odločili in so problem restitucije začeli raziskovati iz stališča, koliko premoženja je bilo zapuščenega. Se pravi, pregledali so praktično vse zapuščinske razprave z tega obdobja, iz katerih so potem ugotovili, kdaj so po umrlih Judih med drugo svetovno vojno dedovali drugi njihovi sorodniki, bližnji ali daljni, kdaj pa je to premoženje dobila država. Tukaj se je seveda hitro pojavil problem, da v okviru prekmurskih Judov, kjer so bila imena smrtnih žrtev relativno dobro znana, so tudi hitro dobili večino teh podatkov. Zapletlo pa se je pri Judih ostalega slovenskega ozemlja, kjer so v arhivih oziroma v arhivih dobili zelo malo teh zapuščinskih razprav. Tukaj se seveda pojavlja vprašanje, ali po teh umrlih Judih starega slovenskega ozemlja ni bilo nobenih zapuščinskih razprav, ali pa je bilo zelo malo Judov, ki bi med drugo svetovno vojno umrla. Zato je bila glavni cilj raziskave z Inštituta za novejšo zgodovino zastavljen na ta način, da smo probali najprej ugotoviti, kdo so bili sploh Judje takrat na Slovenskem in koliko je bilo med njimi smrtnih žrtev. Glede smrtnih žrtev so obstajale določene, že pravljene določena temeljna dela. Glede prekmurskih Judov je bilo tako na primer že dolgo znano delo Umirali so v boju za svobodo iz Murske Sobote, kjer so našteti praktično vse žrtve iz Prekmurja, med njimi tudi žrtve rasnega sovraštva. Poleg tega je na Inštitutu za novejšo zgodovino že, kot veste, že zadnjih 10 let poteka tudi zbiranje smrtnih žrtev druge svetovne vojne in zaradi nje. In iz te baze podatkov je tudi prišlo velika množica judovskih žrtev, ki so umrli med drugo svetovno vojno. Problem je seveda spet nastal, ker so večina teh smrtnih žrtev je bila iz Prekmurja, iz osrednje slovenskih prostorov pa veliko manj. Zato je bil moj glavni namen v tem problemu, da probam čim hitreje in čim bolj natančno ugotoviti, kdo so bili sploh te Judje iz osrednjega slovenskega prostora. Po nekem srečnem naključju
ni je uspelo v arhivu Republike Slovenije najti relativno popoln seznam judovskega prebivalstva iz leta 1937 in na podlagi tega razširjenega seznama in na podlagi kasnejših, na podlagi primerjave z smrtnimi žrtvami je prišlo kot rezultat raziskave ta, da je bila judovska skupnost v Prekmurju večinoma pobita med holokaustom, medtem ko je obratno judovska skupnost drugje v Sloveniji večinoma preživela. Se pravi, bilo je med 15 do 20% judov ubiti. To govorim predvsem iz preprostega razloga, ker je glavna razlika pri raziskovanju prekmurskih judov in judov z osrednjega slovenskega ozemlja je bila v tem, da je bila zgodovina prekmurskih judov relativno dobro znana. Ne zelo natančno dobro, ampak tiste osnove so bile znane. Tako so v tem času že bile napisane, naprimer, zelo dobra knjiga Marjana Gašpara in Beate Lazar o judih v Lendavi. Potem, naprimer, je Franc Kuzmič napisal dobro delo podjetnost prekmurskih judov, kjer je tudi omenjal holokaust. Dalje Kerec je napisal odličen članek o judih v Murski Soboti v tem obdobju. Franc Kuzmič je tudi napisal precej člankov, kjer je omenjal ne samo zgodovino judov od njihove naselitve v Prekmurju, ampak tudi delno se je dotikal holokausta. V holokaustu je precej člankov in glavno za časopis je napisal v zadnjem času tudi Bojan Zadravec. Eno najbolj znanih teh časopisnih pa je tudi glede citiranja delo Ivana Orešnika Jožeta Janeža, Trnovska pol židovskega ljudstva, ki sta ga objavili Podmorski vestnik v 1984. Se pravi, glede prekmurskih judov so bili osnovni podatki znani, tako glede žrtev kot glede osnovnih dogajanj v tistem času. Predvsem drugače je bilo za osrednje slovenske. Največ je bilo znanega o ljubljanskih judih. To je predvsem bila zasluga Vlada Valenčiča, njegovega dela Židje v preteklosti Ljubljane 1992. leta, kjer je to knjiga seveda govori o judih v Ljubljani skozi celotno obdobje Ljubljane od srednjega veka do konca druge svetovne vojne. Holokaustu je namenjeno praktično le nekaj strani, vendar so te strani postale tisti temelj za nadaljne raziskave. Glede Ljubljane bi mogoče omenil samo še res dobro nalogo diplomska Andreja Duharič, Judje v Ljubljani med drugo svetovno vojno. Glavna prednost te naloge je, naprimer, da je lahko pokazala glede prijav judov, kako so ljudje se pred drugo svetovno vojno prihajali v Ljubljano, kdo so bili predvsem glede imen. Drugo pa praktično ni bilo znano. Zlasti je manjkalo znanstvenih del iz tega področja. Tako da smo na podlagi te raziskave v okviru, ki smo delali v okviru z restitucije judovskega premoženja, problemu restitucije judovskega premoženja v Sloveniji, počasi lahko nadgradili prejšnje nepopolne podatke in sedaj je zgodba približno taka. Povem samo osnovne smernice. Pravi, v Sloveniji je bila pred
tisoč Judov, polovica od tega v Prekmurju, polovica od tega v ostali Sloveniji. Ljudje v Prekmurju so bili večinoma že dolgo časa, tam nastanjeni, prihajali so že od konca 18. stoletja, drugi v Sloveniji še do leta 1867 in večina od njih je tudi relativno krajši čas živela v tem območju. Ljudje v srednji Sloveniji so bili večinoma priseljenci, v Prekmurju se je veliko Judov izseljevalo iz Prekmurja v tem času. Zelo malo bilo priseljencev. Po aprilski vojni 1941 in na okupaciji, nemški okupaciji Štajerske in Gorenjske je nemški okupator, je večina teh Judov z tega območja pobegnila pred nemško okupacijo. Ostale, ki pa so ostali, gre se za male številke v tem primeru, pa je nemški okupator skupaj z slovenskimi intelektualci, spravi s tem prvim izseljenskim valom, je izgnal v poleti 1941 v Srbijo in tudi na ozemlje neodvisne države Hrvaške. Večina tistih, ki je pobegnila iz tega območja, se je zatekla v Ljubljano. V Ljubljani so prihajali v tistem času tudi zelo veliko judovskih beguncov iz Hrvaške, prej še tudi iz Avstrije in Češke. Te begunce pa je italijanska okupacijska oblast v skladu s svojo rasno politiko internirala v Italijo. Tako različna internacijska taborišča v Italiji ali pa tudi na deželje, kjer so se mogli stajno prijavljati in pod nadzorom, vendar je bilo to daleč od različnih koncentracijskih taborišč v tem času. Usoda teh Judov se je spremenila šele po italijanski kapitulaciji in prihodu Nemcev na to območje. In oktobra 1944 so ostale ljubljanske Jude odpeljali v koncentracijska taborišča, podobno pa je bilo tudi tistim Judi, ki so bili takrat v Italiji in niso pravočasno pobegniti na jug do zaveznikov oziroma se njim uspelo dočno učinkovito skrivati. Z prekmurskimi Judi v tem času se tudi 1944 usoda povsem spremenila. Pravim, to je stara zgodba, relativno dobro znana. Po nemški zasedbi Madžarske so v koncentracijska taborišča upeljali praktično začeli tudi voziti madžarske Jude, med njimi podprli tudi Judje iz Prekmurja. In glavno zaradi tega razloga, ker so jih zajeli tako strjeno v kratkem času, je se zgodilo, da večina teh Judov ni doživela holokausta. Tematik iz tega področja, čeprav določena slika je sedaj znana, ampak to še ne pomeni, da pa so tematike, ki bi bilo potrebno raziskovati, že posebno izčrpana. Daleč od tega. Glavni problem raziskovanja zgodovine Judov namreč prav v tem, da so arhivski viri praktično posebno raztreščeni v vseh fondih. Dokler se ni vedelo za ta imena, se veliko krat tudi ni vedelo, da mogoče nekateri dokumenti govorijo o Judih. Ker tudi iz nemških, na primer, dokumentov ni bilo vedno razvidno, da se gre za Jude. So bili pač ljudje, ki so bili preganjani skupaj z ostalimi ljudmi, tudi skupaj z ostalimi Slovenci in ni bilo vedno jasno, kdaj je to Jud, kdaj je to Slovenc. In še na podlagi tega je mogoče narediti zdaj neko posebno novo zgodbo. Zato je kot glavni izziv nadaljnjih raziskav, po mojem mnenju vsaj, je bolj, da bi bilo potrebno še bolj prikazati integralno zgodovino holokausta. Ne samo
Slovence in Jude kot žrtve nemškega preganjanja, temveč tudi ostale kategorije. Tu naprej se seveda že v bistvu neki obsežen članek o žrtvah eutanazije na Spodnjem Štajerskem, tako da osnova za ta raziskovanja so tudi dana. Vsem drugače je pa z genocidom nad Romi, v kateri je še relativno malo znanega, kaj se z njim sploh dogajalo, kdaj so bili žrtve, kdaj niso bili žrtve, tako da bi bilo glede genocida nad Romi potrebno še veliko postoriti. Ena od teh raziskovalnih tem so tudi judovski begunci, ki so pred aprilsko vojno 1941 množično bežali preko slovenskega ozemlja in jugoslovanskega v tujino in v katerih je še relativno malo znanega. Kot zanimivost mogoče, največ so o tem pisali, najdemo v tem v tuji literaturi, kjer se omenjate problematike judovskih beguncev. Primer Klaus Voigt je pisal o judovskih beguncih v Italiji, oziroma Ristovič je pisal o jugoslovanskih judovskih beguncev v tujini in podobno. Slovenske strani pa je to še zelo malo raziskano. Prav tako bi bilo dobrodošlo, če bi se več naredilo še, bi se raziskovalo o potencialnih drugih pravičnikih, razen teh, ki so še poznani in boste slišali kasneje, kot del sedanjih raziskav. Zelo malo je znano tudi o judovskem odporu. To ne mislim na judovski odpor samo oboroženi odpor, ki ga seveda na slovenskem ozemlju bi bilo zelo malo, tisto, kar je posamezniki v Ljubljani in posamezniki v Prekmurju. Ampak tudi tako so Judje doživljali okupacijo, tako so Judje doživljali, tako so poskušali bežati, kajti po današnjih definicijah holokausta in odpora je odpor ni nujno vedno samo oborožen odpor, ampak so tudi različne oblike odpora in glede tega je tudi še zelo malo znano. Prav tako bi bilo, če čisto dobro, zadnja stvar, da dobrodošla tudi raziskava o tem. Menil sem že, da so se ljudje iz Prekmurja zelo izseljevali tudi v druga, izven Prekmurja, in večina od njih je vsaj pred drugo svetovno vojno odšla na Madžarsko v ostale jugoslovanske ozemlja, predvsem na Hrvaško. Ko bi rekel, po eni statistiki kot zanimivost, potem to zaključimo, je na primer 1931 bilo v Sloveniji, na slovenskem oziroma Dravske Banovine, 220 Judov, ki so se opredelili, da je njihov materni jezik slovenščina. Nasprotno pa je bilo drugje v Jugoslaviji takšnih Judov 139, to pravi kar relativno lepo število v primerjavi s 1000 Judi takrat v Sloveniji. Največjih je bilo relativno veliko, jih je bilo seveda v Zagrebu, presvetljivo zelo malo v Beogradu, zanimivost pa jih je bilo največ tega v Vojvodini v Senti, kjer so jih našteli kar 59. Ali je to kakšna statistična napaka ali kaj podobnega, tega še ne vemo, ampak mogoče samo kot izziv za kakšne druge situacije, tudi drugega za prihodnost. Hvala lepa. Zdaj bi pa predal besedo na Gršiču, da pove še stanje raziskav na Zagriškem in Tržaškem. Ja, Andrej, hvala za besedo in lepo pozdravljam vse skupaj, en lep primorski pozdrav. Ja, tukaj smo nekoliko v zagonetni situaciji. Nekako, če opazujemo našo ljubo domovino iz Zahodnega roba, imamo občutek, da še pri temeljnih zadevah ne najdemo skupnega jezika oziroma ostajamo na robu, kaj pa šele pri raziskavi judovske problematike oziroma judov na našem koncu. Mi smo na robu, tudi etničnem robu in dejansko tukaj iskati neko presečno množico med slovenskim življenjem na našem koncu in ljudi je še
stvar, ki nas v bodočnosti čaka, zelo malo bilo narejenega v preteklosti na to temo. Čeprav smo dolga stoletja živeli eden v drugem, ljudje na Goriškem imajo domovinsko pravico že tam od 12. stoletja, na Tržaškem verjetno še prej, pisni viri to sicer ne potrjujejo, ampak dejstvo je, da so to dve skupnosti, ki sta v izginjanju. Vsaj za Gorico lahko rečemo, da je skupnost že izginila, se pravi, je stvar nekoliko otežena iz tega razloga. Nekoliko na boljše je Tržaška skupnost, ki je po podatkih in tudi po številčnem stanju ena najbolj vitalnih v tem sredozemskem prostoru. Sicer danes krsto ni veliko judov, mogoče jih je 800-850, ampak so tako močno vpeti v socialno, ekonomsko, družbeno tkivo Trsta, da tudi s svojim šolskim sistemom, s svojimi kreativnimi dejavnostmi uspejo ohraniti svojo samobitnost. Gorica je bolj žalostna. Gorica se premore najlepše judovsko pokopališče na Slovenskem. In tukaj je mogoče tudi danes moment, da se opozori na ustrezno strokovno, pa tudi muzealsko evalvacijo tega pokopališča. Mislim, da je to že vedel, poleg vsi pri Lendavi edino na Slovenskem ohranjeno, s tem naše je lepše kot Prekmursko, oziroma večje. To kaže na možnosti, da tukaj treba ta stvar nekoliko opredeliti, kajti do lani je v Vrniški vežici tega pokopališča ostajala igralnica oziroma kazino. Nimamo nobene table, ki bi kaj usmerjena na to zadevo, ko sem lokalne skupnosti poslal, nekaj naredil na tem področju, sem rekel, da sem ekstremist, tako da stvari so čudne. Jaz nisem jud, da se rešili ampak jemem kot jude, kot kristijani za naše starejše brate, torej mislim, da tudi če bili budisti ali muslimani si zaslužijo ali kdorkoli svojo evalvacijo, pa tudi opozoritev, da se tam obstajali. V Gorici po teh zadnjih podatkih obstajajo mogoče 3 judije, ki se opredeljujejo kot judije. Osebnosti judovskega porekla je mogoče 10. To so ljudje, ki so bili vedno v preteklosti orientirani v italijanski gospodarsko-družbeni okvir. Njihov občevalni jezik bi bila bodisi nemščina ali pa v večini primerov italijanščina. Podatki kažejo, da zlasti tisti v terciarnih, tudi portalnih dejavnostih, ki so prihajali v stik s slovenskim življenjem, so govorili slovensko. Tukaj dejansko nam manjkajo še temeljne raziskave. Od leta 1969 judovske skupnosti v Gorici ni več, ker pač številčno ni dovolj varno, da se organizirali kot judovska skupnost in je arhiv goriške judovske skupnosti od takrat naprej spravljen v Trstu. Ta arhiv, seveda hrani Tržaška judovska skupnost, ta arhiv je zelo dobro ohranjen. Tam so poimenski seznami, potem obstaja točen opis vseh grobov na judovskem pokopališču v Rožni dolini, ker je pokopanih nekaj čez 900 judov in najstarejši nagrobniki segajo okrog polovico 14. stoletja, so bili prinešeni iz Maribora, tudi to je zapisano. Naš najbolj znan primek goriških judov je Morpurgo, ki je evidentno izhajajoč iz štajerske prestolnice zdajšnje. Je pa zanimivo, da danes pripadnikov te rodbine na Goriškem ni več, jih je več v Berševi na robu judovske puščave v Izraelu. Tam sem jih odpil. Zanimivo je, da je veliko podatkov za judovsko skupnost tudi v izraelskih, oziroma jeruzalemskih arhivih, zlasti v popisu, ki ga pripravlja Yad Vashem, to je največji dokumentacijski center judovski v Izraelu. To imajo poseben fajl za goriško skupnost, izginulo skupnost. Nekoliko boljše tudi na tem področju je spet Tržaška skupnost. Vidi se pač, da je skupnost še živa, ima svojega rabina, ki bi mu glede skrbi tudi za ljubljanske jude in tudi ekonomsko dokaj dobro stoječa. Konec koncev Trst s svojim gospodarskim družbenim zaledjem, ki ga je stoletja predstavljal za ne samo naše kraje, pa že širšo okolico, je uspel tudi razviti bogato judovsko infrastrukturo, del katere je tudi skupnost z bogatim preteklosti in bogatim arhivom. Arhiv se nahaja zraven sinagoge judovske v Trstu.
največjih in najlepših v tem sredozemskem prostoru. Tako, če boste kdaj imeli pot v Trst, se splača obiskati to sinagogo, ki je odprta načeloma vsak dan, malo so spletno stran, razen sobote, ko je šabat. Isto velja za našo goriško sinagogo, ki je tudi odprta, ki je danes spremenjena v muzej, leta 1984 to v okviru goriške občine Gorici čez mejo. Muzej, ki ga mesto upravlja in za njega skrbi posebno združenje, imenuje se Društvo prijateljev Izraela, Asociazione Amici dell'Israele, se pravi, niso to ljudje, v glavnem gre za ne jude, ki na volonterski ravni s pomočjo prispevkov judov iz vsega sveta in tudi občine nekako skrbi, da majhen muzejček pa sinagoga so dostopni za obiskovalce. Tudi sam z njimi sodelujem, tako da če bi kdaj bil še interes, tudi večkrat vodim v tej sinagogi. Molitve se pa izvajajo samo 2-krat v letu še, in to pride tržaški ljudje za Jom Kipur, nas prave in pa Hanuko, praznik luči, ki je konec decembra. Drugače je prostor Goriške, prostor judov, ki jih ni več, simbol izginule skupnosti. Zadnji milosti udarec je bil holokaust, v katerem so umrli ostanki ostankov goriških judov. Odpeljanih je bilo 46, to so tisti, ki so še ostali v mestu od prihodu Nemcev, septembra 1945. Ostali, ki so bili daljnovidnejši, so se umaknili bodi si v Švico, bodi si v Palestino, oziroma njihovo drugo deželo ali v druge države. In od teh 48 je 46 umrlo v Auschwitzu, nekaj v Bergen-Belsen, nekaj v Treblinki, 2 sta se vrnila in še 2 sta šla potem v Izrael, eden v Izrael, drugi v Ameriko. Skratka, po holokaustu, ki je grobo zarezal v tkivo goriške judovske skupnosti, lahko govorimo o skupnosti, ki je ni več. Skupnost nikoli ni bila številčna, največ imela dobrih 300 članov, po popisu 1850, ampak je bila zelo upeta v družbeno tkivo mesta in ljudje so upravljali zelo odgovorne funkcije. Dejstvo pa je, da po prvi svetovni vojni, po izločenosti tega prostora v širši avstro-ogrski okvir in seveda posledično izgubi upetosti v gospodarski prostor Srednje Evrope, se ljudje izseljujejo, nekoliko boljše potem v 30 letih, ko impuls dodatni dobijo za prihodom judovskih beguncev iz Poljske, Češke, Češko-Moravskega protektorata, Slovaške, Mađarske, skratka iz Srednje Evrope. To so bili glavni aškenaziti, skratka nemški judje, njihov občevanje jezik Vidiš oziroma nemščina. O tem vemo zelo malo, moram priznati, da naši italijanski prijatelji čez mejo so nekaj knjig, nekaj temeljnih del napisali. V zadnjih 15 letih so bile tudi, koliko vem, 3 diplomske naloge na to temo napisane goriških judov. Tako da med stanjem pred 10 in 15 leti, ko se pri nas sploh ni omenjalo besede jud, in danes jaz bi rekel, da ni tako skrbljujoče. Na Tržaškem, se pravi, že zaradi kritične mase so razmere še boljše, kar se tiče prezentacije judov, ker že njihova številčnost in tudi njihova gospodarska moč in to omogoča. Zdaj dejansko paralele med Gorico in Trstom obstajajo. Trst je bil pač mesto, kot sem omenil, ker je bilo zmeraj večje število. Ob vstopu vojno, približno drugo svetovno vojno, nekje med 5 in 10 tisoč, segregacija oziroma zakonodaja italijanske fašistične države judov ni posebej prizadela, saj da ne v tem fizičnem smislu. In kot sem rekel, tudi tržaška skupnost doživlja svoj holokaust, pobitih je nekaj tisoč, okoli 4000 judov iz tega tržaškega prostora. To je težko reči, kdo je domovinsko pravico imel v Trstu pa Gorici, to isto velja za Prekmurje pa za Ljubljano, ker tudi je bilo prebivalstvo, ki je bilo v stalni migraciji, prihajanju in odhajanju. Trst, kot vemo, je bil pristanišče pomembno tudi med vojnama in čeprav je izgubil svoj pomen na prijanem avstro-ogrskem obdobju in dejstvo je, da Trst so uporabljali judovski begunci za svojo selitev proti Palestini. Tako da pred drugo svetovno vojno, od prihoda Hitlerja na oblast do začetka vojne, se je skozi tržaško pristanišče
stranišče izširilo okoli 130 do 150 tisoč Judov. So bili skravi ljudje, ki so mogoče dan, dva, tako krajše obdobje živeli v mestu in niso pustili trajnejšega sledu. Jaz mislim, da za v prihodnje, za kar se tiče raziskav judovskega življa na našem zahodnem robu, je vsekakor vredno vzeti v obzir omenjene arhive tržaške skupnosti, omenjene arhive goriške judovske skupnosti, ki se v Trstu nahajajo, potem popise prebivalstva, ki se nahajajo v goriškem mestnem arhivu, v okviru državnega arhiva v Gorici, in pa seveda podatke, ki so jih zbrali judovski kolegi v Jeruzalemu. Toliko za eno, če bo vse. Hvala. Potem predamo besedo dr. Jo Tošo. Hvala lepa za besedo, hkrati hvala lepa za povabilo Inštitutu za novejšo zgodovino, da smem sodelovati na tej okrogli mizi. Sicer pa je moje sodelovanje z Inštitutom že nekaj letno in sega v bistvo leto 1995, ko sem začel sodelovati s kolegi in kolegicami pri nastajanju baze podatkov o žrtvah vojne 41-45 in zaradi nje takrat seveda ne toliko specifično povezano z judovskim vprašanjem, pa vendarle česta kolega pred menoj govorila o judovskih skupnostih, ki jih je zarezal in uničil genocid oziroma holokaust med drugo svetovno vojno. Moram reči za štajerski konec oziroma za mariborske jude, da jih seveda v mesto in v deželi ni že od leta 1496 oziroma 97, ko so bili v sklopu znamenitih Maksimilijanovih odredb izgnani iz dežel Štajerska in Koroška in potem še leta 1515 iz Krajinske. Tako da po tem, ko so mariborski judje zapustili mesto, je mesto postalo precej siromašno, zlasti v tem ekonomskem pogledu, kulturnem pogledu in tudi v smislu povezovanja z ostalimi takratnimi evropskimi središči. To se mi zdi pomembno povedati, da lahko potem v nadaljevanju izpostavim nekatere stvari v povezavi z holokaustom. Ne bom ponavljal zadev, ki sta jih kolega pred menoj povedala. Zlasti se mi zdi na mesto trditev kolega Pačurja glede razpršenosti virov okoli te problematike. To drži. Zdi pa se mi, da je bila študija, ki jo je naredil Inštitut za novejšo zgodovino v okviru institucije judovskega premoženja, en zelo kvaliteten preskok, kvaliteten napredek, kajti v njej so zbrane nekatere bazične temeljne zadeve, ki stojijo, ki so tudi, kar se tiče številčnosti, mnogo bolj stvarne, kot so številke, o katerih včasih govorijo tudi predstavniki judovske skupnosti, predvsem pa mnogi, da tako rečem, publicistični in časopisni viri, ki z številkami predvojnih judov krepko pretiravajo, kajti nikakor ni mogoče nikjer dokazati številke, da bi naj bilo v Dravski Banovini celo 5000 judov pred začetkom aprilske vojne 41. Natančni statistični podatki uradni iz leta 31 štetja oziroma po štetju govorijo o 820 judih, od tega 460 na območju zdajšnjega Prekmurja. Toliko, da mogoče tudi o nekaj številkah spregovorim v okviru tega mojega današnjega izvajanja. Jaz bi kot zanimivost še v zvezi z prepovedanimi stvarmi na Goriškem in Tržaškem povedal tole, da se je veliko srednjeveških judov, mariborskih po izgonu v letih 1496 do 1497 dejansko naselilo na območju Trsta oziroma Beneške republike nasploh in tam je seveda za njih obveljal znameniti priimek Morpurgov, lahko tudi Marpurgov, Morpurgi, Marpurgi. Ta priimek je živ v Izraelu, kot vemo, in ta priimek je seveda živ v Trstu in mnogi ali kar precejšnje število tržaških Morpurgov išče tudi pri nas v Mariboru
da rečem, zgodovinske nastavke oziroma korenine svojih prednikov, predvsej mariborskih judov, pa šlo tudi na Moravsko, ki je bila pogleda judovskega vprašanja dokaj liberalna. Vsej drugem historijatom nimam časa govoriti, lahko gre drugič. O tem govorimo, morda bi vendarle izpostavil eno pomembno zgodovinsko dejstvo, da je seveda zgodovina srednjeveške mariborske judovske skupnosti in sinagoge takratne pomembna za ves današnji slovenski prostor, kajti, kot veste, mariborska sinagoga je bila takrat dalj časa sedež vrhovnega rabinata za Štajersko, Koroško in Krajinsko. V njej pa je precej časa deloval znameniti judovski učenjak Iserlein, katerega ugotovitve, rešitve in tako dalje še danes veljajo v rabinskem pravu. Zunaj je poznan, tudi zgodovinopisno, precej medtem, ko ga seveda naše zgodovinopisje ni kaj pride obdelovalo in je to zagotovo ena od belih lis, ki bo treba popraviti. Da preidem na konkretne zadeve, sinagoga je se ohranila in je v bistvu, da tako rečem, eden od spominov zgodovinskih, tudi torej v poimenovanju ulice židovske in pa sinagoga kot objekt, edina srednjeveška ohranjena na slovenskem spominja na Jude v Mariboru, na Štajerskem, za razliko od Prekmurja, kjer, kot veste, sinagoge v Murski Soboti od leta 1954 nimamo, ker so jo takrat porušili, imamo jo pa v Murski Soboti, v Lendavi, žal pa nimamo ne v Murski Soboti in ne v Lendavi ulice, ki bi nosila in ne recimo židovska ali judovska, kakorkoli, in tudi to na vse zadnje nekaj pove o odnosu oblasti po letu 1945 do ostanku, kot jaz imenujem danes prekmurske Jude. V Lendavi ni več nobenega, torej Lendava je danes mesto brez Judov, kako hitro se zadeva obrnejo, v Murski Soboti pa jih lahko preštejemo na prste ene roke, čeprav kot veste oziroma vemo, se seveda ljudi ne šteje več in jih ne stavlja na sezname, pa vendar je tolikšni so danes še ti ostankov. Kar se tiče holokausta, samo nekaj misli, mogoče za skupno razmišljanje. Moja ocena je, da vedenje o holokaustu tudi 65 let po koncu druge svetovne vojne še vedno ne dosega želenega javnega zavedanja in pozornosti in kljub majhnosti slovenskega ozemlja in maloštevilni pred in povojni judovski populaciji na Slovenskem moramo slovensko zgodovino holokausta opisati kot mikrokozmos zgodovine holokausta v Srednji Evropi, ali če potegnem eno paralelo z razmišljanjem kolega Pančurja, zdi se mi, da je zdajle po mnogih posamičnih razpravah čas, da pridemo do tako imenovane integralne zgodovine holokausta oziroma slovenskega pogleda na to problematiko. Ena od težav, ki bi jo jaz posebej izpostavil in se mi zdi v tem, da Slovenija še vedno nima lastnega centra za proučevanje holokausta in antisemitizma, kakršne je po drugi vojni ustanovila večina evropskih držav in ZDA. Glavna pobuda za ustanavljanje takšnih judovskih študijskih in raziskovalnih centrov pa je bil prav holokaust in z njim povezana tematika. Tega torej v Sloveniji nimamo še. Leta 2004 smo doživeli en poskus z ustanavljanjem centra za judovske in hebrejske študije na ISK v Ljubljani, vendar je dejavnost tako rekoč po ustanovitvi presahnila in pri tem je tudi ostalo. Razveseljivo pa seveda je, da posamezne inštitucije, tudi ta inštitut in še nekatere druge, pa seveda temu področju namenjajo ustrezno raziskovalno, znanstveno in siceršno pozornost. Od leta 2001, ko je bila v Mariboru obnovljena nekdanja judovska sinagoga predana v uporabo kot kulturno-prireditveni in muzejsko-informacijski center,
pod okrilje Pokrajinskega muzeja pa poskušamo v tem objektu z razpoložljivimi kadrovskimi in drugimi resursi graditi zametke bodočega osrednjega, recimo muzejsko-dokumentacijskega centra ali centra za judovske študije Srednje Evrope, kakorkoli bomo ga poimenovali. Na tem področju delamo permanentno, sicer počasi, pa vendarle se stvari, moram reči, premikajo tudi zaradi zanimanja nekaterih drugih ustanov po Evropi in tudi v svetu, ne samo že omenjeni Yad Vashem v Jeruzalemu, pač pa tudi mnoge druge sorodne inštitucije so se, potem ko smo se nekje pojavili v tem javnem prostoru, da rečem, začeli zanimati za sodelovanje z nami, za problematiko nasploh, ni samo holokausta, pač pa judovske zgodovine, kulture nasploh. In jaz moram povedati, brez dlake na jeziku, da seveda potrebe na nek način preraščajo naše zmogljivosti. Mi smo v sinagogi, kot nekateri kolegi veste, se lotili prav načrtno proučevanja holokausta in smo celo, preden je naša država uradno razglasila 27. januar za nacionalni dan spomina na holokaust, že pripravili nekaj, da rečem, muzejskih variant te tematike. Recimo, začeli smo s tematsko razpravo, tematsko razstavo, se opravičujem, na to temo v kontekstu prezentacije holokausta na območju nekdanje skupne jugoslovanske države s posebnim poudarkom na uničenju judovske skupnosti v Reki in Kvarnerju. Od leta 2007 smo tudi vključeni v posebno projektno skupino Ministrstva za zunanje zadeve, ki si prizadeva za mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, spominjanja in raziskovanja holokausta. Ta projektna skupina je začela delovati pred dobrimi 10 leti. Slovenija je leta 2007 dobila status opazovalke, lani smo dobili že vmesni status do polnopravnega članstva, kar je tudi končni cilj naše vlade. No, naša kolegica je v tem tednu sodelovala tudi z predstavniki na Madžarskem v okviru obiska sektorja za človekove pravice Ministrstva za zunanje zadeve. Mi smo za potrebe te projektne skupine pripravili tudi nekaj strokovnih izhodišč in nasploh ocenjujem dejavnost te projektne skupine kot zelo pomembno, pri čemer bo pa seveda potrebno marsikaj še uskladiti, da ne bi vsi, ki se s tem ukvarjamo, delali po vrtičkih, ostajali polovičarski, zapečkarski, ne pa celoviti, kompleksni in transparentni, navzvodno, znoter in navzven. To se mi zdi zelo pomembno. Da počasi pripeljem krajo, moje kratko razmišljanje. Mi smo potem po prezentaciji holokausta na Reki Kvarnerju imeli še izjemno odmevno tovrstno muzejsko dokumentarno muzejsko bolj, torej arhivsko dokumentarno razstavo, kajti predmetov muzejskih je izjemno malo ali skoraj nič. Razstavo, ki se je nanašala na zgodovino in uničenje judovske skupnosti v Murski Soboti. Potem smo pripravili tudi razstavo o uničenju judovske skupnosti na območju Varaždina. 10. junija letos odpiramo razstavo specialno o judih v Lendavi in uničenju tamkajšnje judovske skupnosti. Naslednji naš projekt je prezentacija judovske skupnosti v Međimurju oziroma v Čakovcu, prav v povezavi z selitvami prekmurskih judov med obema vojnama. Tukaj je veliko stičnega, veliko skupnega in to tematiko želimo posebej predstaviti. Prav tako pa snujemo en velik projekt z Pavlovo hišo iz sosednje Potrne, kjer bomo v okviru njihovega projekta Ozabljeni Fergangen in Fergestem v Nemčini bomo prav tako prezentirali tudi judovske skupnosti, da rečem, na robu
tega srednjeevropskega prostora, vključno z dogajanjem na Goriškem in Tržaškem, tako da imamo kar nekaj za pokazati že in nekaj še za narediti. Večkrat naletimo na vprašanja od naših obiskovalcev in drugih, kako je z že omenjenim genocidom nad Romi. To zadevo bo seveda treba še temeljito obdelati. Letos pa smo vendarle po večletnem trudu v okviru našega projekta ŠOA, spominjamo se, v katerem sta sodelovala tudi oba kolega, Podmeršič in Pančur, prezentirali zgodovino holokausta mariborskih Judov, kar je bilo še posebej lepo sprejeto in tudi s tem smo še eno, da rečem, liso zapolnili. Zelo odprti sta dve veliki zadevi, ki jih želim tudi tukaj omeniti in se mi zdita pomembni. To je problematika reševanja slovenskih, torej problematika reševanja Judov po Anšlusu, to se pravi po letu 38 oziroma med leti 38 in 45, ki je potekalo preko Remšnika oziroma Kozjaka, Maribora in vse do Zagreba. Tu se mnogo zadev odpira na novo in očitno marsičesa še nismo obdelali, nismo povedali. In druga zadeva, na katero se pa mi pripravljamo tudi v okviru sodelovanja z Jad Vašemom, to je projekt slovenskih pravičnikov, o čemer slovenska javnost nasploh zelo malo ali pa skoraj nič ne ve. Apropo, da potegnem črto pod tole mojo kratko predstavitev, bi mogoče samo še nanizal nekaj vprašanj, ki nas čakajo tudi v bodoče v okviru še dodatnega, kompleksnega, analitičnega proučevanja holokausta v nadaljevanju. Mislim, da je treba odgovoriti na vprašanja okoli družbene diskriminacije, brezpravnosti, razlastitev in izsiljenih emigracij Judov kot predpogojev za nastanek tega tragičnega genocida. Potem so vprašanje okoli rasizma in antisemitizma. Potem mislim, da je zelo pomembno in smo že letos začeli pri nas govoriti o holokaustu v kontekstu povojnih evropskih političnih procesov v smislu antinacizma, antifašizma kot ideoloških temeljev Združene Evrope. Malo ali skoraj nič še nimamo znanstveno, strokovno povedanega o travmah preživelih, potem o množičnih deportacijah, obsegih, posledicah, potem zgodovinska, sociološka, psihološka analiza nacističnega uničevalnega sistema, moralna konstitucija nacističnih iztrebljevalcev, degradacija žrtev, lažne občutki moči in boj za preživetje, znanstvena podpora množičnemu uničevanju in zatiranju, individualna in kolektivna krivda za množično uničevanje, zanikanje holokausta, genocid nad Judi je zgodovinska laž in izum judovske propagande, holokaust in razredno nasilje in tako dalje. In na koncu še mogoče zadeva holokaust in slovensko zgodovinopisje, tudi o tem bo najbrž v nadaljevanju še kakšna padla. Toliko zelo na kratko, če pa bo še kakšno vprašanje, pa še z veseljem kaj povem. Hvala lepa, sedaj bi pa predal. Obravnava se ga v okviru učnega sklopa o oblikah nacističnega nasilja in zlasti tudi v okviru spominskega dne 27. januarja. Zapisana je ta tematika tako v učnih načrtih, razlagana v učbenikih. V gimnazijskih učnih načrtih je na primer cilj pouka o holokaustu ta, da dijaki in dijakinje obsodijo zločine proti človeštvu, genocide, holokaust in druge oblike množičnega kršenja človekovih pravic. Sicer pa se v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo s preučevanjem in poučevanjem zgodovine Judov in holokausta večkrat poglobljeno ukvarjamo. Leta 1999 smo
smo sodelovali pri organizaciji strokovne ekskurzije v Izrael na Sinaj, rezultat katere je zbornih referatov profesorjev udeležencev z naslovom Zgodba človeštva v roku rodovitnega polmeseca, ki služi kot gradivo profesorjem za pripravo na pouk. Tukaj ima ta zbornik tudi sabo, da se ga lahko pogledate. Poleg tega smo tej tematiki večkrat namenili tudi z objavo člankov v reviji Zgodovina v šoli. To je šolska revija, ki je namenjena osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem zgodovine. Naj tukaj omenim nekaj teh člankov. Recimo leta 2000 poročilo v razstavi Vizumi za življenje pravični diplomati ob razstavi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Potem članek, recimo, poročilo v knjigi Anete Bjorke, kako sem hčerki razložila holokaust iz leta 2003. 2005 predstavitev izsledkov magistrskega dela kolegice Liljane Tač, kako daleč je holokaust oziroma literatura holokausta pri pouku nemščine in holokaust pri pouku zgodovine, medkulturni pouk književnosti nemškega govornega področja, priložnost za nepredmetno povezovanje pouka nemščine in zgodovine. Potem leta 2008 članek poročilo o udeležbi na mednarodnem seminarju v Oslu, Teaching Remembrance, in pa istega leta tudi poročilo, kako obravnavati holokaust in Auschwitz, o udeležbi enega od naših profesorjev na seminarju v Auschwitz in kako je potem to znanje z tega seminarja tudi takoj prenesel in uporabil pri pouku zgodovine kolega iz gimnazije Ptuj, na primer. Organizirali smo potem v okviru Zavoda za šolstvo tudi večkrat predavanja o judovski zgodovini v okviru usposabljanja gimnazijskih profesorjev. Na spletni strani predmetne skupine za zgodovino, na spletnem portalu Zavoda za šolstvo pa je tudi vzpostavljena stalna rubrika, v kateri je učiteljem ves čas dostopno zgodovinsko in didaktično gradivo za pripravo na pouk o zgodovini judov in o holokaustu. Omeniti moram še tudi sodelovanje kolege Kunaverja pri organizaciji mednarodnega seminarja lansko leto na Brdu pri Kranju, na katerem so bile obravnavane tudi človekove pravice oziroma njihovo kršenje in v okviru tega tudi holokausta. Prelomnico pa vsekakor predstavlja šolsko leto 2008-2009, ko se je februarja 2009 udeležila seminarja v Mednarodni šoli za preučevanje holokausta v Muzeju Jad Vašem Jeruzalemu, prva slovenska skupina 23 učiteljev. V istem šolskem letu pa smo tudi v slovenskih šolah na pobudo in priporočilo Zavoda za šolstvo prvič obeležili 27. januar, kot dan spomina na žrtve holokausta in drugih zločinov proti človeštvu. Ta dan so namreč pod vplivom mednarodne organizacije International Task Force for Holocaust Remembrance evropski ministri za šolstvo že leta 2002 določili za dan spomina na žrtve holokausta in drugih zločinov proti človeštvu, ki so ga v večini evropskih držav že leta 2003 začeli obeleževati tudi pri pouku zgodovine, se pravi v šolah. Mogoče so zanimivi še ti podatki, da je ta dan spomina na žrtve holokausta razglasila tudi Organizacija Združenih narodov v posebni resoluciji z dne 11. novembra 2001. 27. januar pa je bil izbran zato, ker je leta 1945 v Auschwitzu osvobodila Rdeča armada. Prvič pa so sploh dan spomina na holokaust obeležili v Nemčiji leta 1996 na pobudo tedanjega nemškega predsednika Romana Herzoga. Zamisel, da bi se dan spomina obeleževal po celi Evropi, pa se je leta 2000 porodila generalnemu sekretarju Sveta Evrope Vadarju Švimarju. Pomen vključevanja holokausta in drugih zločinov proti človeštvu v pouk zgodovine pa je zapisan tudi v priporočilu Sveta Evrope o poučevanju zgodovine v Evropi 21. stoletja.
Na rezultat bolj intenzivnega ukvarjanja s holokaustom in poučevanja o holokaustu pri nas pa je tudi posebna tematska številka revije Zgodovina v šoli, ki nosi naslov Pouk zgodovine o holokaustu in je tik pred izidom s sabo imam print te številke, junija bo pa išla, da se mogoče za prvo informacijo tole lahko pokažem na okrog. No, v tej številki imamo v strokovnih zgodovinskih člankih prikazano celotno zgodovino Judov na Slovenskem. Od poznega antičnega obdobja dalje, potem holokaust nad slovenskimi Judi, dr. Pančur je napisal ta članek, in pa potem tudi prikazan holokaust širše v Evropi. No, v didaktičnih člankih pa so prikazani potem primeri dobrih praks pouka zgodovine o holokaustu, ki so ga prispevali naši učitelji zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. Poudariti moram, da je lahko obravnava tematike holokausta in koncentracijskih taborišč za učence zelo traumatična. Zato je treba še posebej skrbno razmisliti o učnih ciljih, metodah in didaktičnih gradivih uporabljenih pri pouku. No, v teh didaktičnih člankih so tako prikazane recimo možnosti obravnave, kot je vključevanje zapisanih ali posnetih pričevanj otrok in odraslih, ki so preživeli holokaust. Potem prek literarnih del z zgodovinskim ozadjem, potem z ogledom filmov s tematiko holokausta, kot sta na primer Deček v črtasti pižami ali pa Pianist, potem tudi zgodovinskim terenskim delom v spominskem parku podružnice Mauthausen na Ljubelju. Pouk je možno načrtovati in izvesti tudi v obliki obmejnih šolskih projektov, kar je prikazano v članku o projektu Obmeji, ki je potekal med Slovenijo in Avstrijo, v katerega je bila vključena gimnazija Murska Sobota. In pa tudi o izvedbi ekskurzije za dijake v Auschwitz, kar so izvedli na primer na vrni gimnaziji Maribor. No, še zlasti smo pa tudi veseli, da smo lahko v tej tematski zgodovini v šoli prvič na enem mestu objavili članek o življenjskih zgodbah vseh 7 slovenskih pravičnikih, ki ga je napisala ljubljanska judinja Mirjam Štajner-Aviezer. Mirjam Štajner-Aviezer je pisateljica, raziskovalka in članica komisije, ki v okviru muzeja Yad Vashem razglaša pravičnike med narodi. Svojo izkušnjo s holokaustom, ki ga je preživela kot 6-letna deklica v koncentracijskem taborišču, pa je opisala tudi v mladinski povesti, to je tudi manj znano, Vojak z zlatimi gumbi, ki je prvič išla prav pri nas leta 1964 pri mladinski knjigi. Povest je bila potem prevedena tudi v hebrejščino, hrvaščino in angleščino, večkrat ponatisnjena. Zelo si tudi prizadevam, da bi jo ponatisnili znova tudi v slovenščini, ker je težko dostopna, ne dobi se jo v vsaki knjižnici. No, priporočilo učiteljem pa je seveda, da se v pouk vključuje sedaj tudi te zgodbe o slovenskih pravičnikih in pa tudi povest Vojak z zlatimi gumbi po odlomkih. No, pouk o holokaustu je tako priložnost, da se izkaže spoštovanje žrtvam in da se okrepi zavest in gibanje proti vsem oblikam nestrpnosti in sovraštva, ki so spodbudile holokaust in tudi druge zločine proti človeštvu. Hvala lepa. Sedaj pa kar prvo razpravo, če vam to kakšno vprašanje, prosim, na dan z besedo. Zaključili, če se navedem ne. Vsem bi vprašal, zakaj v katerem smislu uporabljate besedo holokaust? Ali v kvantitativnem ali v kvalitativnem smislu? Ali govorimo o holokaustu v kvantitativnem smislu v Sloveniji ali v kvalitativnem? Ali je to zaradi tega, ker je to seveda tudi dobro tržno pravo beseda holokaust? Tem bi se lahko razpravljali, ker tako torej
dol. Jaz sicer ne bi strinjal, da je posebno tržno blago, je pa zadnje čase seveda v tem velika konjunktura, ampak ne kot toliko tržno blago, kot tržno blago bi se sporazumeli, da se s tem tudi kakšne materialne koristi, ne? Tukaj je pa kot tržno blago v smislu spominjanja. Iz osebnega stališča pa lahko rečem, da pod holokaust jaz razumem, tako da posebno iz kvantitativnega smisla ne bi prišlo do kakšnih zmešnjav, podobno kot ekvivalent Shoah, genocid nad ljudi, ostale genocide pa imenujem posebej, no? Genocid nad Romi in podobno. No? Zatega, ker je tudi, če drugačne beseda holokaust v zadnjem času poživela relativno veliko inflacijo, ne toliko strani judov, ampak predvsem drugih, da se praktično se govorijo v Ameriki, te nasprotujejo splavu holokaust nad otroki, holokaust nad umem, holokaust nad tretjem in je beseda zadnje čase nekaj mogoče malo že preveč razvodenela v tem smislu. Zatega bi se izpomnojeval po mojem osebnem prepričanju samo kot verjetno besedi genocid nad ljudi. Če smem, mislim, da je kolega dr. Čepič načajeno z temo, o kateri seveda lahko enkrat posebej govorili. Dejstvo je, da se je z temi zadevami krepko tudi pretiravalo, da je bila inflacija nad inflacijo raznoraznih vlasti publicističnih in podobnih zadev in zato je resnično prav, da se enkrat reče Bogu in da se stvar da na mesto, kamor sodi. To je zelo pomembno in mislim, da smo na poti, da se nekaterih tovrstnih stvari resnično znebimo. Kot pravi kolega Pančur, sicer ne gre za tako imenovano tržno blago, pa vendarle mislim, da so nekateri tudi skozi to uveljavljali razne priložnosti in to seveda ni bilo v redu, kakor tudi ni bilo v redu pretiravanje, ki je presegalo vse meje in tudi, bom rekel, enostranske nekatera prikazovanja, ko smo začeli tudi uradno, kot ste vi rekli, magistra Brodnikova, praznovati oziroma obeležavati v Sloveniji ta dan. Takrat smo pozabili in na Rome, in na Sinte, in na vse ostale žrtve genocida in tako dalje. Skratka, mislim, da je to vprašanje, kateremu bi mogoče enkrat namenili mogoče kakšen poseben razgovor, da bi lahko tudi osvetlili iz raznih zornih kotov. Zdaj pa, če sem pri besedi, samo še ena dobronamerna drobna pripomba, ker pač v 9 letih sem si nabral neke prakse tudi glede obiskov šol in tako dalje pri nas na pedagoških programih oziroma v razstavah. To, kar ste vi imenitno predstavili in kar teoretično odlično tudi sedi, je ena plat zgodbe, druga plat zgodbe je pa seveda, kako to teče v praksi. Veliko ali marsikaj je odvisno v prvi vrsti od učitelja oziroma profesorja zgodovine. Žal so bili takšni, ki o tem ne vejo nič, ki o tem nič ne povejo in še kaj drugega se najde. Tako da je to zelo dobronamerna pripomba, ampak vam jo lahko tudi dokažem, da boste videli, da je temu res tako. In še nekaj čist na koncu, prav bi bilo, da bi se tudi to, kar nekatere državne organe zdaj na veliko, ne vem zakaj, počnejo, ko da razne študijske in podobne zadeve, ljudi kričajo in vabijo te stvari, mislim, da bi se mogli voditi iz enega mesta, organizirano, da se ve, kdo, kaj, zakaj, kako nekaj, da toliko, da zadostimo nekim zadevam in potem odklukamo. To mislim, da se ni težko dogovoriti in da se to res koordinirano vodi, kajti če bo to takole nenačrtno vsak po mojem, potem bo spet to, kar zdaj popravi. Hvala, samo nadaljujem vaše razmišljanje. Letina je zdravo za školstvo, tukaj ni problem, če nič ne vejo. V
Problem je to, če nočejo nič vedeti, da se nočejo poučiti. Sem lani ob 27. oziroma leti 27. januarja spraševal z našega področja 9, tako čisto ne anketa, ampak z osebnega razmerja me zanimalo 9 različnih šol širšega logičnega podeželja. Na eni so omenili holokaust, osnovni šoli. Omenili, na eni. Nomina sem tudiozo, se pravi, ne bom šel zdaj, kdo in kaj in kje in zakaj. Ampak problem je to, nočejo vedeti, ne da ne vejo. Danes je, ko ste rekli, tukaj učbenik oziroma biologija, tematska literatura ogromno išlo to temo, pa ne samo znanstveni vprašanj. Lahko se poučijo, ne to, nočejo slišati o tem. Zakaj je to? Naša vloga je pač ta, v učnih načrtih, to je zapisano tudi v učbenikih, na zavodu organiziramo usposabljanja, zdaj pripravljamo tudi učna gradiva. Tudi vsako leto, zdaj tudi tretjič se po vrstjo pošiljamo na šole tudi priporočila, tudi didaktična priporočila, kako obeležiti 27. januar. Nimamo pa inšpektorske vloge. Naša vloga ni inšpektorska, da bi tudi preverili. Mi lahko ostanemo samo na ravni priporočila. Še vprašanje nadaljno? Morda ne vprašanje, ampak takole ne, tej tematiki. Glede na to, da je Slovenija potem naenkrat ugotovila, da je ostala, da tako rečemo, otok, pa to je dobro namerno, v tem obeleževanju holokausta, je seveda razumljivo, da poskuša na različne načine, da tako rečemo, situacija pač pospešiti v formalnem smislu, se pravi, da za zunanje ministrstvo ali pa za, recimo, da stoji za tem neka državna volja, je gotovo zelo pomembno, da doseže tiste minimalne kriterije, da postane polnopravni član te evropske pobude. In to mislim, da je stališča države tudi več ali manj vse, kar bo želela doseči. Vsebina je pa drugi problem. Tako da to pač moramo iz sebe tudi vedeti. Res pa je nekaj drugega. Šoli in učencem dopovedujejo ali dopovedujemo ali kakorkoli za zelo različnih pozicij, kaj vse ne vedo. O holokaustu morajo govoriti, o osamosvojitvi ne vejo nič, o temu ne vejo nič, o prvi svetovni vojni ne vem kaj nič ne vejo, o drugi svetovni vojni sploh nič ne vejo. Pobud je zelo veliko, če pogledamo celotni prostor. In potem, seveda, jaz učitelj malo tudi razumem, da imajo, da tako rečem, rezistenco do tega, da bi, pa ne vem, to je pač dobesedno, ampak da bi zdaj sledili ravno vsaki stvari, ki se bi kdo zmisli, ali pa ki pač danes nič ne vejo, recimo o MSNZ, jutri ne bodo vedeli o tem in tako naprej. In vse mora iti v učni načrt. Tako da malo je žrtvo tudi razmer. Na vaše razmišljanje, če sme se realizuje ta prikriti, latentni antisemitizem, ki je še vedno prisoten v naši stvarnosti. In jaz sem dobil programno informacijo od profesorja na eni srednji šoli, da bom povedal, kje se to bistveno, o tem, kako bomo mi govorili o holokaustu tistih, ki danes isto počnejo s Palestinci. Od tega se nismo dotaknili, to ni tema današnjega dneva, ampak vendar je kaže na neko družbeno klimo, ki pomaga pojasniti, zakaj se o tem ne govori, oziroma se nesproščeno govori. To seveda ni stvar zgodovine, ki bi to presojali dnevno-politične komentarje, ampak tudi to vpliva ta antisemitizem v deželi brez Judov, sem nekaj slišal. O tem bi bilo treba tudi smiselno govoriti, razpravljati pisano. In tu vsemu, tudi intelektualci, najdemo veliko nasprotovanja, veliko antisemitizma. Ja, navezala bi se na misli dr. Boština, da vendar le to, da nočejo učiti ali učitelji te teme, da bi mogoče to malce z rezervo vzeli tudi
število avtorjev teh referatov prej omenjenem zborniku ob ekskurziji ali pa tudi avtorjev teh didaktičnih člankov kaže na pripravljenost, kar predsejšnjega števila učiteljev bom rekla, da se ta tematika poučuje. Morda bi morali poudariti, da mogoče do leta 1990 ni bila tako prisotna v naših šolah, da je to v večji meri po letu 1991, da mogoče dejansko tudi strokovno še niso dovolj pripravljeni, usposobljeni, ampak da na tem delamo, da pripravljamo in zgodovinske strokovne članke za učitelja in didaktične članke, kako k tej tematiki pristopiti in da se bo s časoma to še bolj utrjevalo in širilo. Toliko mogoče vseeno v zagovor učitelja. Jaz sem ravno to hotel pojasniti, to seveda nima z antisemitizmom čisto nič nekaj. Res pa je, da se pa povezujejo stvari med Izraelom in holokaustom marsikdaj. To sem tudi jaz doživel večkrat vprašanje. To večkrat posebej. Janez Miločnik, tudi Zavod za šolstvo zadnje 4 leta. Prej sem bil pa na srednji šoli. Kot je magistra Brodnikova povedala, Zavod nima neke nadzorne vloge. Zato je mnogo odvisno od dobre volje učiteljev. Vem, da kljub temu se v zadnjih letih kaže napredek, vse več informacij dobivamo, da učitelji obdelujejo to temo z raziskovalnimi nalogami, z referati, potem z ekskurzijami, predvsem v okviru obveznih izbirnih vsebin. Jaz sem bil recimo svoji dijaki za Dobrice 2krat v Auschwitzu. Vtis je bil neprimerno, to se sploh ne da povedati. Kakšen vtis je, če se nekaj uživo vidi, kot pa samo preko filmov. Potem zelo pomembna je bila tudi razstava o Anne Frank. Mislim, da so s tem pred nekaj leti začeli na gimnaziji Kram, zdaj pa mogoče profesor Brodnikova to ve, kroži ta razstava, zdaj ne vem, kaj, ampak je bila tudi zelo pomembna, zelo dobra. Tako da mislim, zadeva napreduje, vem, da kot je večina od vas omenila časih. Prvo vprašanje. Ali je kdo iz Slovenije, torej zlasti vas raziskovalcev, navezal stike s tem memorialnim centrom v Berlinu, judovskim? Namreč pred leti je nek gospod iz tega judovskega centra, ne bom narekoval, ko prosto je želel imeti neke informacije o judih med drugo svetovno vojno na Slovenskem in seveda mu nismo nič dosti povedati. Zdaj pa, ko so jih te raziskave narejene, bi bilo dobro, da bi konec koncu ga informiralo, da ne bom rekel pošenkal uporabo besedo, da tudi naši ljudi postanejo tržno blago v Evropi. Kako povzamiš to, Pančur, ali je to kot fanci cinizma ali pa kot zelo resni stvari? Z veseljem, če daš naslov. Jaz bi pa še eno drugo stvar začela. Se mi zdi, da holokaust, kakorkoli vzamemo, je bila tema, ki je dosti poznana v javnosti. Mene prav zanima te druge teme, mislim, ti drugi sloji prebivalstva ali manjšine, kako rečemo, to so prav Romi. Tem bi pa dodali lahko še nekatere skupine, kot so duševno prizadeti, kot so homoseksualci, proti katerim bi tako bil, ne bodno reči genocid, ampak pač iztrebljanje teh določenih skupin. Mislim, da bi bilo treba vključiti celotno podobo tudi v učne načrte, poleg holokausta, tudi vedenje o tem, me zanima, kako daleč vi ste omenjali, da se te raziskave začenjajo. To je v okviru vašega programa oziroma centra, ali je to mogoče v okviru urada za narodnosti, ki se predvsej z Romi ukvarja. To bi bila ena pot. Tako, če imate kakšne zamisli, kako potekajo te raziskave in kako pravzaprav
celoto vsega tega? Mi smo si zadevo zadali torej v naš dolgoročni program, zdaj ko ta center snujemo, je pa na nedavnem srečanju tudi na zunanjem ministrstvu predstavnik Urada za narodnost to zadevo načel in omenil, da se bo ta tematika tudi skozi ta zgodnik. Se še lahko mogoče glede te tematike. Narodnost je kaj pa druge skupine. To pa verjetno bi bilo treba pa sprožiti nekje drugje. Glede eutanazije bi bilo zelo dobro, da bi se to, kar je Ferenc začel, je nadaljevalo, tako bi bilo zelo dobro, pa tudi, da bi se dalo v okvir z vsemi novimi raziskavami, ki so nečemu prostoru nastavili v tem času. Od začetka 80. je ta članek napisal, se je marsikaj tudi podoben spremenilo. Tam v začetku 80. je objavljeno, konec ja. No, glede homoseksualcev, je tudi v zadnjem času so se začeli raziskavanje v tem področju. Vem, da je muzej holokausta v Washingtonu prost muzejiral eno posebno raziskavo o tem nekaj raziskovalca in so zdaj tudi to podobo vključili v svojo muzejsko predstavitev. Jaz sem dobival čedalje več informacij, ko sem bil lansko leto na konferenci, je tudi nekdo posebej predstavljal to tematiko v okviru neke integralne zgodovine holokausta. Mogoče bi sam povedal glede Romov, je pa glede homoseksualcev tukaj pri nas povsem neznano. Je tudi vprašanje, če se je sploh kaj dogajalo, da je kar problem pri homoseksualcih je predvsem ta, da so Nemci to preganjali v okviru nemškega narodnostne skupnosti, rečemo temu. Kako duševno prizadeti? Duševno prizadeti so razen tega, je to zelo malo. Ve se, da so te iz Gorenjske tudi izseljeni v Srbijo, vsaj nekaj, kar je bilo, pa iz Slovenske Koroške. Kaj točno se z njimi dol zgodilo, se ne ve. To ni. Glede Romov je po mojem prepričanju slika približno takšna, podobno kot z Romi, največ je bilo v Prekmurju, potem na Rodenskem, potem so bili Sinti na Gorenskem. Gorenjske Sinte so večinoma tudi delo z koroškimi Sinti, ki so sredske Koroške izselili proti Srbiji. Koliko, kakšnih števil na ta način se ne ve, ali so kaj ostali tukaj ali ne, to je še potrebno raziskati. Na Štajerskem jih je bilo zelo malo, tako da jih niti niso sedevali, ker bi drugače isto času nekako izselili skupaj z ostalimi štajerskimi, se pravi iz spodnje krediščanske, ki so jih priključili v tem času Gal Štajerska. Ampak se ni več na tem področju zgodilo. Za prekmurske ljude, za prekmurske Rome ni šlo takrat 44 leta tako daleč, da bi prišlo do kakšnega koli genocida nad njimi, se kako ne znamo, ne? So imeli srečo, ja. Za Dolenjska posebni primer zaradi seveda partizanov, ne? Potem tudi 44 leta se iz nemških strani tam nič ne dogajali, pa so bila strani Nemčije tam drugi prioriteti, ne? Kot pa to je približno slika, kakšne podrobnosti in podobno in razlage pa seveda še posebno znamo, ne znamo odprto. Prosim. Še eno malenkost. Jaz sem malo presenečen, ko to poslušam, da ni nišče dosti omenil stalinizma, saj stalinizem je bil vendarle velik nasprotnik Judov, se je vendarle v postavljenih taboriščih izginilo podatkih, ki jih imam jaz najmanj 5 milijonov Judov. In zato ni čudno, da se je povali to antisemitistično razpoloženje, ki se je preneslo v drugo Jugoslavijo in delček tega verjetno še traja. Ker to so bili neke negativne tradicije, ki ne izginejo tako hitro. Kljub temu, da pa politiko izraelske države zadnje desetletja, mislim, da mnogi niso navdušeni.
To bremenje od vas, ne? Mislim, ta bremeni neko zgodovino judov in malo zmanjšuje. Ta ste bili genocid nad njimi. V nekem smislu, ne? Moje stališče, če bi se nekako zdaj primerjalo stalinizem in nacizem glede tega, pač moje pričanje, je tudi delati je zdaj jabolk in Koroško. Potem bi lahko primerjalo celotno, karkoli se glede antisemitizma dogajalo proti judom v njihovi zgodovini z holokaustom. Pri študijah holokausta in tudi tisto, kar poudarjajo, na primer od Jakovičemo in podobno, pa izhajajo stališče, da je holokaust vse neki izjemen primer, ki ga se lahko primerja z ostalimi genocidi, ampak se ne more enačiti. Tukaj v tem primeru se ta zadeva, kar se je dogajalo v Sovjetski zvezi, ne more primerjati s tistem, kaj se je dogajalo v nacistični Nemčiji, predvsem iz preprostega stališča, kar je nekaj posebno namiren načrt, ki je bil organiziran in dalje, tam pa ne vem, če bi bili ljudje lahko se kodificirani kot načrtne žrtve zaradi tega, samo zaradi tega, ker so bili jude. So bili seveda antisemitski izpadi, rečemo temu, ne? In tudi antisemitska politika v določenem obdobju, izredno močna, ampak tako je bilo praktično skozi zgodovino v vseh evropskih državah in državah. Ja, kaj 5 milijonov, mislim, to je nekaj Številka je verjetno pretirana, 5 milijonov. No, se mi bistveno, ko smo že pri debati, ali je bilo žrtev holokausta 6 milijonov ali 5-800, ko smo že v debati, ali je bilo 700, tudi bistveno, če bilo je preveč. Ampak verjetno je res številka 5 milijonov pretirana. Tukaj se strinjam s kolegom Andrejem popolnoma. Ni šlo za načrtni pregon, sistematično izločanje dela prebivalstva in njihovo pobijanje. Šlo je pa za razredni princip. In v sovjetski zgodbi sta dva momenta. Eden je pozna 30 leta, ko računajo z judovskimi intelektualci, vojaki se konc koncev Sočevski bil judovskega poletja, recimo. In drugi je ta obračun konec 40, oziroma poleti 47, ko se oddajo zlasti judovski zdravniki in profesori, predvsem zdravniki. Govoriti o holokaustu pri Stalinu, to je velika baraba, je težko to sprijeti, težko je to enačiti z nemškim holokaustom, ker potem smo spet na začetku tega koleskega debata, ki smo si jo prej postavili, kar je Štepič prej povedal, čeprav se vsem njegovim izjavim ne strinjam, kljub vsemu zmanjšamo pomen tistega, kar je načrtoval in potem tudi vodil in izpeljal Adolf Hitler in njegove pomočnike. Kljub vsemu, da sta imela vzporednice Stalin in Hitler, jaz jih tukaj ne bi zmanjševal, jih pa tudi v tem primeru ne bi glorificiral, jih ne bi povzdigoval. Pri Stalinu vendarle ni šlo za sistemski pregon in poboj sovjetskih judov. Konec koncev je Stalin bil tisti, seveda iz parcialnih razlogov, ki je v 30 letih ustanovil Judovsko avtonomno republiko Bilavidžan. Če bo kdo kaj potoval iz Moskve po Transsibirski proti Vladivostoku, še danes postaja tam blizu pred Novosibirskom, ki ima hebrejski napis, tudi glavno mesto Republike Sovjetske, delavske, Judovske Bilavidžan. Zdaj, druga debata je o izselitvah judov, o podpori, ki jo je nudila Sovjetska zveza in posledično Češko-Slovaška nastali judovske državi, ker vemo, da v prvem momentu največji zavezniki Izraela, zelo veliki so bili prav Sovjetska zveza. Ni naključil, da je bila tedanja veleposlanica v Izraela v Sovjetski zvezi Golda Meir, poznejša premijerka Izraela, predvsem zadade. Tako da stvari se kako niso tako enostavne, mislim, ne bi tako se impliciral, kot ste vi prav imate nastavljati, ki so naravne. Lahko sam še dodam nekaj te stvari. Jugoslavija je seveda, kot rečemo Sovjetska zveza, tudi dosti dejavno podpirala Izrael. Mi smo zdaj pod vtisom
nečaščenega jugoslovanskega odpiranja, ne? Ampak to se ni zgodilo leta 47 ali pa leta 48, ampak precej pozneje. In tudi slovenske korenine, recimo pri pomoči in prevažanju Judov v Izrael po koncu druge svetovne vojne ni tako popolnoma brez zasluka. Konec koncev, če se prav spomnimo, recimo se neodvisna Slovenija sklicevala potem na neke, oziroma se sploh ni rabila sklicevati, ampak je Izrael pravzaprav na tej podlagi jo relativno dobro vzel. Celo tako relativno dobro, da je bil pripravljen zanižati od očes takrat, ko je bil embargo, recimo na občutljive stvari, so kakšne celi in podobno. No, jaz bi morda se samo glasil na temo primerjava Sovjetska zveza, nacionalsocializem, Adolf Hitler, Stalin. Namreč tradicija antisemitizma v Sovjetski zvezi je vsekakor podedovana iz antisemitizma, ki je bil zelo globok v Rusiji. Mi vemo, da pravzaprav prvi, ampak izredno vplivni, odmevni pogromi že v obdobju pred Prvo svetovno vojno so bili ravno v bistvu na področju carske Rusije. In ne zadnje, del tega pogromaškega, antisemitskega, protijudovskega vzdušja je seveda podedovala tudi Stalinska Sovjetska zveza in ne nazadnje en velik del tega negativnega odnosa do Judov je konkretno preko slovanskega sveta, preko pisca Frana Podgornika v izredno zaostreni rasni obliki plunil tudi, prišel nekje plusknil tudi, bom rekel, v slovenske dežele. Nekaj v slovenskih deželjah je bil antisemitizem izredno močan. Tem stvarim sem posvetil kar nekaj svojega raziskovalnega dela in tukaj mi izrazito lahko vidimo, da na eni strani protijudovstvo, kakršnega lahko prepoznamo, bom rekel, če sem malo tako poenostavljen pri Janezovem listu Kreku in avtorjem, ki so videli v nasprotovanju Judov predvsem, bom rekel, verski problem verske nestrpnosti ali pa in ga seveda potem povezovali z kapitalizmom in z tem vsem simbolnim nabojem. Na drugi strani je pa ravno Fran Podgornik v slovenski prostor izrazito prenesel antisemitizem v tej, on je sam imenoval, znanstveni obliki, ki je jemal Jude kot pasmo, kot raso in to je on prenesel iz ruskega vpliva, odkudar je bil dopisnik. Kar pomeni, da zadeve morda niso, ne da bi želel seveda absolutno, tudi sam nisem naklonjen temu, da bi problematiko sovjetskega odnosa do Judov, nasilje nad Judi in tako naprej enačil z holokaustom. Seveda ni biti pa tukaj tudi preveč, da holokaust kot neka končna posledica take in drugačne nestrpnosti do določene skupine, v kateri se je personaliziralo zlo, da pravzaprav to ni evropski problem. V resnici, vse evropski problemi, poznamo vire, ki izhajajo tudi iz Francije, so izbruhali ob Dreyfusovi aferi, kjer, in bom rekel, nacizem je tukaj bil učenec celotne te, da rečem, nestrpne strukture, ki se je napajala, pluskala ob raznih dogodkih, aferah in tako naprej. In to bi poudaril tudi zaradi tega, ker je bil danes omenjen ta problem vzgoje učiteljev, bom rekel, v Izraelu. Jaz osebno menim, seveda, Judje kot žrtve, Izrael kot država, jasno, je tukaj velika povezava, nujnost gojenja te tradicije, opozarjanja. Oni so poklicani, da pokažejo to svojo grozno izkušnjo žrtve. Ampak v resnici je že Hannah Arendt že v procesu proti Eichmannu v resnici upozorila, da se je zgodila ena velika ideologizacija holokausta. In jaz pravim pravzaprav, če mi želimo holokaust razumeti, moramo predvsem razumeti evropsko kulturo. Bom rekel, antisemitizem in posledično ena varianta holokaust. Če ga mi danes vidimo, beremo literaturo evropsko, beremo Shakespearea, beremo celotno tradicijo antisemitizma in videli bomo, da nacizem v resnici ni bil nekaj tujega, ampak je bil proizvod določene kulture. In če se mi želimo z nacizmom spopasti, moramo celotne korenine pogledati. In zato tukaj, bom rekel, je biti zelo previden pri teh, bom rekel, ni za manj opozoriti na to, da je pravzaprav eno velika tragedija pravzaprav zgodovine, če tako rečem, ali pa
nauka to, da mi danes pravzaprav se mislimo, da največji nauk o holokaustu in antisemitizmu dobimo v Izraelu, torej v državi, ki pravzaprav v resnici zelo nereflektirano svoje lastno nasilje obravnava. Kar pomeni, to je verjetno eden največji absurd za mene, pravzaprav, da neka skupnost, ki je pravzaprav na lastni koži izkusila največje možno zlo, ki ga lahko prepoznavamo v Londonu, v Imperialnem muzeju, v razstavi Holokaust, ker se vidi ta industrija smrti, ki ga lahko prepoznavamo povsod, pravzaprav ni sposobna reflektirati, da sama nastopa v vlogi rablja pod precej podobnem principu napram neke druge skupnosti. In tukaj jaz mislim, da je treba ta, bom rekel, ideologizacijo, mit žrtve, ki jo dela Izrael, pravzaprav ločevati od realnih zgodovinskih procesov, kjer seveda Judje so nesporno žrtev in kjer Izrael seveda ima izredno pomembno vlogo. No, ampak to, jaz moram reči, da mene, kot raziskovalca, ki sem za svoje podiplomsko delo, nisem se nikdar ukvarjal neposredno za judovsko zgodovino, ampak ukvarjal sem se z slovenskim odnosom, za predsodki, torej se slovensko zgodovino. In sem tako razumel tudi celotno problematiko antisemitizma. Moram reči, da se mi marsikdaj pravzaprav zdel na eni strani ta nereflektiran odnos izraelske države do lastnega početja. Celotna Evropa se hodi, kar je seveda prav, ne me narobe razumeti, človek več kot vidi, več kot se izobražuje, boljše je, ampak v resnici celotna Evropa pa to na nek način nereflektiranost, bom rekel, sprejema. Toliko bi mogoče malo upozoril. Moram reči, da mene osebno sem celo želel to zadevo napisati. Sam jasno je na nekih spolskih tleh na robu se lahko dobi ta hiter očitek, da pravzaprav vse povezuje, bom rekel, in tudi se zavedam, da eden od virov današnjega antisemitizma, ki je seveda katastrofa, da se po vseh milijonih mrtvih in tako naprej še vedno obstaja, je v bistvu tudi to, eden od virov je tudi to v bistvu ta negativni odnos od Izraela, kar je seveda katastrofa. No, toliko. Ja, zdaj, ker se to nanaša na to usposabljanje v Izraelu, bi vseeno pomenila, da se evropske države tega zavedajo, ampak gre mogoče res do neke mere za ideologizacijo, da ne rečem ritualizacijo, in da potem na ta svoja pogovarjala sem se namreč tudi s tujimi predstavniki, kako oni organizirajo ta izobraževanja v Yad Vashimu v svoje učiteljske skupine in da vedno tudi prosijo, da se sestanejo tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Tako da slišijo tudi še tudi drugo plat medalje. No? To mislim, da je pomembno povedati in da bomo tudi mi v bodoče, ko bomo postali kakšno novo skupino, tudi prosili še za dodatna srečanja. Če lahko samo en praktičen problem morda, tako dopolnilo, ne? Mi smo pred časom imeli eno razstavo, ne bom govoril o tej razstavi, razstava o meščanstvu. Razstava o meščanstvu. Na tej razstavi je bila tudi karikatura, ki je kritizirala unitarizem. Karikatura je bila iz 20 let in seveda v resnici je imela zelo močan, bom rekel, protijudovski poton. In moje mnenje seveda je bilo, da muzej kot vzgojno-izobraževalna ustanova tovrstnih stvari nekomentiranih v resnici ne bi smel razstavljati, ker je lahko to sporno. Osebno sem imel izkušnjo, sem vodil skupino iz Izraela, ki je seveda nad tisto podobo bila absolutno zelo ogorčena in upravičena. Samo seveda so pa oni zahtevali umik te podobe. In tukaj se je potem razvila diskusija, ali mi z umikom podobe, če mi danes odpremo katerikoli časopis iz 20 in 30 let, tudi iz 19. stoletja, katerikoli časopis odpremo praktično antisemitizem dobesedno pljusno in to vrstno čiščenje, bom rekel, čiščenje zgodovine je v resnici nesprejemljivo. In na nek način je treba to upozoriti, da zgodovino je treba sprejemati v celotni, bom rekel, tragediji, če jo želimo razumeti in če se z njo želimo v posledicah tudi danes popasti. Ne se pa slepiti, da mi pravzaprav očistimo neke karikature iz 20 iz 30 let, zaradi tega, da ne bi pokvaril določenega, bom rekel, določene populacije. Seveda, moj odgovor je seveda, da mora biti to komentiran, da mora biti reflektiran. Ne? In seveda tukaj
Jaz debate za njimi v nadaljevanju nisem nadaljeval, ampak verjetno, če želimo mi razumeti neko personalizacijo zla, osebno moje mnenje je danes zelo lepo videti, kako Izrael ravna z Palestincem točno po tej personalizaciji zla. Mislim, čisto preprosto to. Jaz bi v kontekstu z nami predvsem spomnila recimo problem antikomunizma oziroma v 30 letih, recimo kako se to povezuje z antisemitizmom. Neverjetno recimo, proti bolševizem, proti komunizem, z antisemitizmom. So tudi to besedo karikature v 30 letih v Slovencu, pa se je to katoliške tabore vidne, tudi pa še recimo religijne se delila, dr. Anton Korošas imenovan za posvetnega ministra, je recimo prepovedal vpisovanje na univerze judovskim študentom, recimo. To je tak primer, recimo, kako se je to tudi pri nas, posebno v katoliškem taboru, kako se je to razraščalo. Skupaj z antikomunizmom tudi antisemitizem. Ja, morda prav, moje morda vprašanje, za besedo holokaust, sem uporabil besede holokaust v tej diskusiji, ki je pokazala, da je bilo zelo umestno, pa kakor se to strinja ali ne. Namreč iznenada smo začeli besedo holokaust enačiti za antisemitizem in tako dalje. In to pa seveda ni čisto enako. To sta dva različna pojma in pogrom v carski Rusiji ali pa tudi konec koncu v stalinski Rusiji pač pod besedo holokaust verjetno ne gre. Gre pa pod seveda antisemitizem, genocid ali kakorkoli. Torej, holokaust ima svoj zgodovinski pomen in tudi historiografski pomen, da ne moreš tako uporabljati po potrebi. Antisemitizm je pa nekaj druge. Tu sta dva pojma, ki pa seveda hitro izenačimo in potem se seveda zamegli. Ali pa bi rekel, postane zelo jasna, tudi v smislu antisemitizma, katerega se vsi tako zelo grozno bojimo. Noben od nas ni antisemit, ampak o Izraelu, pa o Judih, o Židih in tako dalje, pa hitro, kakšen bistvo vemo. Ampak pustimo, tudi jaz. Bi se res tudi na to navezal, se čisto strinjam, zato ker, kot je meni znano, je ena glavnih, temu raziskovanih vprašanj zgodovine holokausta ravno ta, recimo temu misterija, kako je neka nemška družba, ki je bila prva svetovno vojno v primerjavi z kakšno carsko Rusijo, s kakšno Poljaki, s kakšnimi Romuni in podobno in celo mogoče s Francozi, ki so v času afere. Družba, kjer antisemitizem ni bil tako zelo izpostavljen, kjer so bile sicer antisemitske stranke, ki pa niso imeli tiste velike družbene moči, kjer so ljudje živeli relativno mirno in integrirano, kjer so se dobro asimilirali in podobno. Kako iz take družbe lahko izrastel ven holokaust. In te povezave, te diskusije so še vedno odprte in ravno to kaže na tisto, da med samim antisemitizmom in holokaustom ni neposredne vzročno-posledične povezave, ampak je pa nujno, da se to zadevo dodatno raziskuje in pojasnuje in poleg ostalih dejavnikov najdejo tudi, se pravi, poleg ostalih najdejo tudi drugi vzroki, toliko, če to moje strani. Zdaj bi, smo še zadnja beseda. To vprašanje vzpostavlja, recimo, kakšne odnose je bil v katoliškem taboru, prvo v Vatikanu do holokausta, med vojna pa tudi po vojni. Ne vem, če so se zelo eklatantno zelo tako izjavljali, da je to pač najviše zločin človeštvo, recimo. Vaše vprašanje spušča duh iz steklenice. To je bila pošljena ura debateza. Te smo še naredili 12, se pa še neče. Ja, mogoče samo na to dodal, istih problem je mogoče z zahodnimi zavezniki. Tudi vprašanje je, kako so zahodni zavezniki med vojno dojemali holokaust. A se ga dojemali tako? Na moru vedeli so, ampak ni bila njihova prioriteta. Nišče je ukrepov. Podobna zadeva je mimogrede Srebrenica.
zaradi tega, da bo to znanje, novi izsledki malo bolj transparentno, malo bolj dostopno javnosti in da bo tudi morbit zgodovina v nekem skupnem sodelovanju malo bolj trdna, malo bolj izčiščena stališča, da bojo to čisto konkretno vprašanje, kako je kje pripravljenost. To je bilo verjetno vprašanje, za kakšno je financiranje. Dejavnosti so različno financirane, mi smo plačali s projektom, vi imate svoje načine financiranja in dokaj ne bo kakšni skupni projekti in podobno. Toliko časa je razen takšnih ad hoc sodelovanj, kot so zdaj, težko mislite na kakšno bolj konsistentno zadevo mogoče iz moje. Jaz sem samo nekaj vprašala. Kak sem zasledila pred časom, ameriška družba po vojni je bila nekako odklonilna do v tem smislu, da sploh niso imeli dostopa v ameriško visoko družbo. To me zanima, zdaj je to vprašanje. Ameriška družba je lahko tudi vse ostale družbe, takrat tudi seveda nekaj antisemitska. Predvsem ta anglo-saksonska in podobno družba. Židovski možem, hkrati po drugi vojni visoka družba ne želi judov v svoji strani. Tako bi želi, katoliko ni želela. Pirci vprašanje. To je pač protestantska, anglo-saksonska družba. Ja. No, vidim, da bi mogoče za zaključek samo rekel, da je mogoče to, mogoče kdaj kasneje organizirali prav različne teme, antisemitizem je že ena takšna, potem je bilo o zahodnih zaveznikov, katoliške cerkve in podobno, do holokausta, tako da za razmislek, mogoče za kdaj drugič, zdaj pa zaključil.